Lep dober večer v imenu Slovenskega pena. Moje ime je Tanja Toma, sem predsednica Slovenskega pena in sem zelo vesela, da ste prišli v takem številu. Prostor je tudi tukaj spredaj, gospe in gospodje, tako da ne bo nihče ostal zunaj. Torej, danes se bomo pogovarjali o knjigi Bogomile Kravos Moj trst. Pogovor bo vodila Alja Predan. Moram pa tudi povedati, da je Slovenska matica prišla dobro opremljena s knjigami in vas potem seveda po tem dogodku vabimo, da tudi si te knjige priskrbite. Danes lahko podpisam pisateljice in sicer imajo vse tri njene knjige: Gledališče v Trstu, Zgodba mojega očeta in Moj trst. In danes tudi po posebni ceni. Tako da dobrodošli v Slovenskem penu in uživajte v tem večeru. Dober večer. Kot rečeno, danes se bom pogovarjala z Bogomilo Kravos, slavistko, doktorico literarnih ved z področja literarnih ved, doktorico znanosti z področja literarnih ved, ter filologinjo in samostojno raziskovalko. O njeni zadnji knjigi Moj trst, ki je izšla lansko leto pri Slovenski matici in je že ponatisnjena. Prva izdaja je bila že prodana, kar je pravzaprav redkost pri nas. Mili, lepo pozdravljena. Midve se bomo tikali, zato ker se že zelo dolgo poznava in prijateljujeva, in upam, da to ne bo moteče. Torej, tvoj opus je zelo obsežen, 10 knjig ali še več, nemara, nepreštevno število člankov, esejev, razprav. Večino svojega ustvarjalnega dela si posvetila raziskovanju slovenskega gledališča v Trstu, tako profesionalnega kot tudi ljubiteljskega. Si v bistvu vestna in vztrajna kronistka gledališča in dramatike v Trstu, oziroma v zamejstvu. Vendar pa si poleg znanstvenega, se pravi teatrološkega dela, tudi pisateljica. In sicer si pred 11 leti, kot jaz lahko berem, mogoče imaš kakšne prejšnje poskuse, ampak objavila prvo literarno knjigo z naslovom Zgodba mojega očeta, ki je biografija tvojega, zelo zanimivega očeta. Lani pa si napisala knjigo Moj trst, ki je tudi literarna zvrst, ni znanstvena. Odkot si navdušila literaturo? No, to je najprej na samem začetku povem, da sem zelo hvaležna Penu, da nami gosti oziroma gosti mojo knjigo. Penu se počutim zelo dobro, imam odlične sogovornike in preden začnem govoriti o svojem delu, naj povem še to, da je za Tržačana oziroma Tržačanko, ki je tudi podiplomski študij, recimo za podiplomski študij se je vozila Trst, Ljubljana, tako da nisem nikoli v Ljubljani živela, da je zelo važno bilo to, kako me je Ljubljana sprejela. Na samem začetku je bila Nejka, Jerneja Batič, potem je prišel še Ivo Svetina, recimo je bil velik moj, kar bi rekla, promotor, tisti, ki je spraševal, napiši. In potem je Alja Predan. Te prijateljce so pravzaprav neka vzmet, nekaj, kar me sili k delu. Jaz imam, če bom pisala kdaj avtobiografijo, ne pišem, sem zelo v precepu glede tega, ker ne bi hotela jokati, ker mislim, da je moje življenje eno od možnih življenj in vsako življenje ima strašno dosti komplikacij in hudih stvari, ampak nič ni nepremostljivo. In tukaj, vidite, jaz bi rekla tako, Alja, na eni strani so neznanska spodbuda k mojemu delu, moji ljubi fantje, moja družina. Oni bi me radi videli tam pri štedilniku in me sprašujejo, in kako se to očisti, in kako se to. In jaz jim vedno rečem, nimam pojma.
In oni vztrajajo, ker vidijo v meni mamo. In jaz sem tudi mama, ampak mislim, ko je treba si mama, ne pa celo življenje. Druga stvar, druge dve pomembni pa sta bili Nejka in Anja. Nejka in Anja je res v trenutkih, ko mi je šlo za nohte, to prijateljstvo, veste, tisto nesebično prijateljstvo, to, kar ti da spodbudo, kar te porine naprej. Tako sem študirala, vse je bilo v tem ključu. Želja po vedenju, po znanju in konec koncev pisati moj Trst. Ja, ker je to Trst, ki sem ga doživela jaz. Jaz sem hotela dati sliko o Trstu, kakršen je, ker nekateri strašno jočejo in se tam strašno grimajo. Jaz mislim, da je to naše življenje bilo čisto normalno, življenje ljudi, če hočete na meji, ampak ta meja je danes, se mi zdi, že povsod, tako da ne vidim nobene posebnosti v tem. Seveda, tukaj je samo moje družbeno življenje, kolikor sem bila družbeno angažirana. In v tem je, recimo, slika Trsta. Trst, ki je kompleksno in se mi zdi, da sem ga jaz imela pač privilegij doživeti v polnosti. Z vsemi kontradikcijami in z neko upornostjo. Zakaj torej pisanje o tem? Ker je to dejansko, se mi zdi, potrebno. Jaz se zelo upiram temu, da se jočem. Življenje je, kot sem vam rekla, je tako, kakršno je, nikoli ni, no nihče nima samo praznikov celo leto. So tudi delovni dnevi. Ja, sem hotela opisati, kaj pomeni biti v bistvu Tržačan. Tržačan s poreklom. Tržačan s poreklom pomeni, da imaš prednike, ki so bili, hodili ali kakorkoli v Trstu za časa Avstro-Ogrske, ki so doživeli fašizem in povojno obdobje. Nič ni bilo rožnatega, ampak se utrdiš v tem življenju ob drugem. Meni se zdi, da je skrb za jezik je v bistvu, kar je danes zelo zaznavno, recimo, ko govorijo o Trstu, slovenščina. Odvisno od tega, kako si ti postavljen, koliko je v tebi samozavesti, koliko je v tebi občutka za lastno dostojanstvo. Ker to je, mislim, da je vezano na to. In seveda govorim o tem, ker sem imela pač, štartam nekje privilegirano, iz privilegirane pozicije. Doma sem imela res vse to, iz česar lahko črpam. Naš dom je bil odprt in k nam domov so prihajali vsega. Od najimenitnejših predstavnikov, tiste nima smisla omenjati, ker jih že omenjajo drugi, do revežev, jaz sem jih imela za reveže, v bistvu pa so nam vsak je prinesel nekaj žlahtnega domov. In to žlahtnost je znal opomeniti moj oče. Nikoli ni podcenjeval prispevka drugih. Za vsakega je rekel, vsak je potreben na tem svetu. In predvsem me je naučil ene stvari. Vsak naj opravlja svoje delo. Jaz sem se namenila, da bom zdaj pisala. Znanje sem si pridobila v preteklosti, ko sem študirala, ko sem si zastavljala vprašanja in iskala odgovore. Recimo, pri 60 letih baba, ki se loti doktorske disertacije,
boste rekli, se ni normalna. Res, no, mislim, nekaj pri 60-ih sem opravila to, ampak dejansko je res, ampak enostavno sem morala najti odgovore na vprašanja, ki sem si jih zastavljala. Zato, ker je težko razumeti, zakaj se pri nas pojavljajo določene tendence. In v bistvu je potem, ko imaš orodje v rokah, je vse zelo lahko razpoznati in je vse na dlani. Ker v bistvu mi si domišljamo, da urejamo naše življenje, da smo gospodari našega življenja, v velikem obsegu pa o tem odločajo vedno drugi. Ja, Milica, hvala za te čudovite odgovore, skoraj da vsa moja vprašanja si že odgovorila. Ampak jih bo že postavljeno, malo drugače jih bomo obrnili. Torej, ta knjiga je res zanimiva, govori z več aspektov, govori v bistvu o odraščanju dveh subjektov, bi jaz rekla. In sicer govori o dveh tržaških mestnih četrtih, predvsem o tem, no. Sveti Ivan in Sveti Jakob, v katerih prevladujejo ali pa so močno prisotni Slovenci, a ne, v Trstu, in govori o času, predvsem o času otroštva in mladosti avtorice. To ni avtobiografija, da smo si na jasnem, tudi ni študija mesta, tudi ni kronika mesta ali njegov portret ali kakršnakoli sociološka študija, sploh ne. Je v bistvu neka hibridna zvrst, ki si jo ti izmislila, ki jo je težko umestiti, ne moramo reči, v katero zvrst ta knjiga spada. No, ampak tako se mi zdi, da je to odraščanje, tvoje odraščanje, se na nek način prepleta z odraščanjem, povojnim odraščanjem mesta. Ta paralelna zgodba se zelo lepo plete in tako kot si se ti iz neke trmaste in bojevitega otroka prelevila v žensko stališčem, me pa zanima zdaj, kako se je pa Trst, ali je Trst sploh kdaj odrasel, ali se je izvil iz svojih predvojnih travm, ali je recimo danes, ko je na oblasti Giorgia Meloni, ali se Trst spreminja, ali se vidi, da ladja spreminja kurs, kako je danes tam? Trst je vedno, v bistvu, čakaš na to, zdaj bomo šli na gledališke tekste, bomo rekli, čakajoč na Godorja. Dejansko samo čakaš, kdaj bo zadev drug veter. Mi v 70-ih letih, ker smo imeli eno tako prosvetljene upravitelje mesta in province, je bilo modno imeti prijatelja Slovenca. In so te predstavljali tako. Il mio amico sloveno, torej moj prijatelj Slovenec, kot bi predstavljali pudelčka ali nekaj takega. Tako da dejansko, gotovo, mi smo to sprejemali, Slovenci smo to sprejemali na ta način, mogoče je tudi to. Gotovo se je mesto v teh zadnjih desetletjih odprlo, imamo nekaj, ampak mislim, da smo vedno imeli nekaj sogovornikov, redkih, nekaj je vedno bilo. Problem je, če govorim kot tržaška Slovenka, problem je našega vodstva, recimo. Ker je to vodstvo, ne bom povedala, kar pravzaprav mislim, ker se mi zdi malo preveč majavo, malo preveč, ampak ta vodstva so na celi črti, kamorkoli se ozremo, nimamo tistih trdnih opor, nimamo ljudi, ki bi nas dejansko predstavljali. In tem mislim, da je tudi velik problem, ker vsakdo, ki je na določenem mestu, ki se postavi, ki se imenuje, ki se
ker tukaj ne gre več, mi ne volimo, mi nismo nikoli živeli v demokraciji, da bi volili svoje predstavnike. Ti imaš listo in tista lista je potrjena, in to je, ker nimaš variante, ker nimaš druge liste enostavno. In torej, zdaj je odvisno od tega, je pa zanimivo, ker tukaj gre, ko gre samo za en stavek, mislim na samem začetku, nič ni bolj premičnega od naših nepremičnin. Nekateri se žrtvujejo za to, da kupijo po zelo nizki vodni ceni. Tisto, kar so naši predniki z velikim trudom, švercanjem denarja, da se razumemo, kupili. Ker ena stvar je gotovo, ki me obremenjuje, to, da sem šla brskat po zgodovinskih virih. In to, ko vidiš, kaj so predniki, to govorim o Avstro-Ogrski, kar so predniki s svojim varčevanjem, s svojim gradnjo skupnosti napravili, pripravili. To so dejansko eno blazno bogatstvo. Vse tisto je fašistična Italija in potem demokratična Italija lepo pospravila v svoje. In mi smo dobili eno premoženje, ki je bilo dejansko kupljeno tako, ali eno ali drugo, desno, levo, tukaj smo se pač delili, je bilo kupljeno vedno s nekim švercenim denarjem. Zdaj to, kadar, veste, imeti premoženje in ne imeti dedičev, ki bi to premoženje znali upravljati, to se mi zdi, da je skrb. Ampak to je, v tem smo si v Trstu recimo enaki, vsi Slovenci in Italijani, ker povsod prevlada grabežljivost. Taka je pač naša družba in Bog pomaga. Ne vidim, jaz živim svoje življenje in grem po svoji poti, Alja, ker se mi zdi, da se ne bom skrenila, ker se mi zdi, da živim pošteno. Ampak stadion ste pa uspeli ohraniti. To je neka zgodba noter, ki sem jaz v bistvu prvič v svojem življenju slišala, pa sem dolgo da te bom peljala pogledati, kaj je to, ker je vse zazidljivo namreč. Ampak to so že prej želeli nekateri graditi, mislim, ker se ne splača držati. Torej, jaz ne vem, vzbujam očitno med našimi zaupanje, ker pridejo tudi moški, pridejo k meni vprašati za nasvet, kaj naj napravijo s tem in onim, mislim. In tako se je zgodilo, da ko so urejali to zadevo, to nepremičnino, to je res nekaj, kakšen hektar zemlje v mestu, in je vse zazidljivo. Zdaj si predstavljate, kako bi se naši radi žrtvovali za to nepremičnino. In tisti, ki je urejal te zadeve, je pač uredil tako, da je lastništvo na 3 dele in 17% je zapisal na društvo, ki mu jaz predsedujem. Mamo predseduje že 33 let in jaz ne moram spustiti tega predsedstva, ker ne vem kako, ker nimam za sabo kritja. In tako da je v bistvu to tudi ena velika odgovornost na mojih pleč. Ne mislite, da sem jaz tako strašno mogočna. Slučajno, človek mi je zaupal in meni se zdi, da če mi nekdo zaupa, mu pač moram izkazati, da sem vredna tega zaupanja. Zato je to. In za zdaj je, ja, samo mislim, jaz sem vedno naprej želim tudi. No, nekaj ste zdaj uspeli, ne? Torej, o Trstu res veliko pišeš, ampak pišeš pa tudi zelo veliko o sebi v tej knjigi, čeprav, kot rečeno, to je autobiografska knjiga. In kad si že sama rekla in tudi zdaj pokazala, si zelo duhovita, si zelo ironična, predvsem si pa samokritična, kar je pa v bistvu za katerega koli Slovenca redkost, da bi se znal iz samega sebe malo pohecati.
No, skratka, nikjer ne zasledim v tej knjigi, da bi govorila z pozicije žrtve ali z nekih stereotipov o ubogi manjšini in tako naprej. Slovenci v Trstu so v tej knjigi sami kovači svoje usode. Tako. In nekje zelo lepo zapišeš, jaz ne prihajam v stik z drugim, jaz sem zraščena z drugim. In to je moj svet in iz njega pač izhajajo tudi moje odločitve, izbire in tako naprej. Zdaj mi pa povej, ker ta zraščenost, tega mi ne poznamo na tej strani, ali mi vas lahko sploh v bistvu razumemo, v resnici čist do konca? Anja, mislim, da je za razumevanje drugega, bližnjega potrebna neka mentalna odprtost. In če se odpremo, potem lahko razumemo drugega. Recimo, v knjigi gotovo sta moji starši, ki nastopajo, so recimo različni, ne? Mislim, pustimo, da je bila vmes vojna in očetova avanture. Ampak dejansko mama je bila, kaj bi rekla, krščansko dobrohotna, dobrotljiva, ona je vse odpuščala. Oče je bližnjega skušal razumeti. Oče je znal učiti, ker je bil pač v poklicu. Je bil tudi eno prekletstvo naših mam, ki so bile doma, so bile gospodinje in niso imele tistih odgovornosti, ki bi jih mogoče lahko tudi bile kos. Tako da je vse zelo razumljivo. Jaz nimam kaj, jaz mislim, da sem imela idealne starše. Oče je v svojem poklicu vzgajal druge in je svoje, mislim, ko je kakšna delavka šla stran, je potem ali šla, poslal mamo, da si šla nekaj delati k njej, zato da je prebiral, kako dela. Ker to je bilo mojster in v tem je bil privilegirano, mislim, v tem je tudi vic, da je oče se moral, ker je imel pač svojo obrt, je moral imeti stranke, ene in druge. So bili Italijani, so bili Slovenci. In torej se moraš znati premikati. Tako da, no, ne povem, ni v knjigi, ampak je klical recimo za vsako delo, pri hiši, veste, je vedno kakšno delo treba opraviti. Vsak pri nas je bilo tako, da vsak mora opravljati svoje delo. Ampak to je bil en človek, ki je bil za vse priročen. Znal opravljati katerokoli delo. Priimek mu je bil kaporal in je bil fašist. In moja mama je bila Boga, kaj tistega fašistka kličeš, kaj ga kličeš? In očetov odgovor je bil, molči, človek nima dela in ima 4 otroke. In tam je mama molčala in gospod kaporal je rajhal zidek, ker je bilo treba zajhati zidek. Mislim, to so tista šola za življenje. Torej, vsakomur spoštovanje v miri, v kolikšni si jo zasluži. Če je to dober delavc, mene briga, je fašist, je lahko to, kar hočeš, ampak nima kruha. In jaz imam za kruh in torej mu moram dati. Tako da to je bila ena velika, velika šola, spoštovanje do vsakogar. Mislim, za jezik. Mi smo govorili, fašizem je vse naše starše izoblikoval in jih je utrdil v slovenstvu. Slovenstvo je bilo, vse, kar je bilo slovenskega, navzven vsaj je bilo sveto in nedotakljivo. Doma je bila drugačna obravnava, ampak spoštovanje do vsakega in z vsakim si moral znati govoriti. Tudi oče je dejansko
ne vem, on je imel izjemen posluh in on je z vsakim povzel njegov govor. Recimo je bila ena beračica, ki mene je bilo blazno sram. Je prihajala, berači so hodili, takrat so imeli svoje dneve. Enkrat na teden je prišel berač in človek mu je dal toliko. Ta beračica je prišla in ko je hodila mimo našega vrta, je začela: Kompajza, como sta, kompajza. Je bila južnjakinja. Oče je bil v internaciji v Južni Italiji in je z njo govoril približno v njenem dialektu. In ona je bila prepričana, da je oče južnjak. Ampak to se mi zdi tako, danes, takrat sem se ga sramovala, da bi ga zatajila 100-krat. Ampak v tistem trenutku, zdaj razumem, kaj je on dal tej ženski beračici, ki je prišla in je mislila, da govori s svojim sosedom. No, tega sem se jaz naučila doma. Tako da, kar se tiče jezika, pa si vržem, ne, tam moraš, plavaš. Se opišem tudi, kako je bilo na začetku, mislim, so mi manjkali izrazi. Se spomnim, ko smo se igrali na tisto bedasto igro, in si moral korake ene živali. In jaz se nisem mogla navaditi, da je slon, sem rekla leon. Leon je lev. Slon je elefant. Zdaj tega se nisem mogla zapomniti. In torej tukaj sem rabila nekaj let, zato da sem prišla v italijanščino. V šoli je bilo tudi hecno, ker tudi učiteljica ni znala italijanščino. Jezik je pa en od mnogih vprašanj, tukaj tudi jezik, ampak če si že začela, navežem na to. Knjiga je napisana v knjižnem slovenskem jeziku, ima sicer dodan slovarček, izrazja, ki ga ne razumemo, ampak mimo tega je tako zelo žlahtno opremljena z lokalnim besedjem, mestoma tudi s primorsko skladnjo, predvsem pa z melodijo. Ti, ko bereš to knjigo, čutiš valovanje morja, no, ko bom rekla, res. In tudi z tega stališča je zanimivo brati. Kako se ti zdi, da se jezika oddaljujeta zdaj, ali sta si bližje ta tukaj sredinski, pa ta vaš obmorski jezik? Ker nekaterih izrazov res brez slovarja ne bi mogli razumeti. Ja, ne, sveda ne. Ne, mislim, da je danes jezikovno zelo skromno, kar se tiče mlajših, ampak jaz vidim tudi, mislim, mlajši imajo zelo skromno besedišče. V bistvu se vidi ta razkorak. Jaz sem imela srečo, da sem živela, mislim, v takem, no še danes je to en privilegiran konec tam za cerkvijo, ne, ker čeprav se občina trudi, da bi pozidala čim več, ampak vseeno imamo še hišo, vrt in nekaj sosedov. Je pa res, da se izgublja jezik, če ga ne uporabljaš, ampak to je na celi črti, bodi si italijanščina, bodi si slovenščina, ker danes se vidite s temi telefončki, s to sporazumevanje hromi jezik. Tudi, recimo, kmalu bom prišla do tega, da bom govorila tudi briljantno angleščino, ker tudi angleščina je vedno bolj se krši, ne. Vse se, no, in potem imamo mi še to srečo, da mogoče vi niste nikoli sledili temu, te posebni kasti, ki so lektorji. Pri nas lektorji na univerzi imajo to, ti človek rekel, bojo raziskovali, bojo kaj delali, medtem ko opravljajo svoje delo in pripravljajo sezname prepovedanih besed. Meni boš ti prepovedal, mislim, besedo, ki sem jo jaz podedovala od svojih staršev, in to je bilo prisotno že v šoli, ker so prihajali učitelji, ne naši. Na šolah so bili prebežniki. Šola je bila dana v zakup prebežnikom in prebežnik je
v svojem bistvu nekdo, ki je izgubil ogromno in skušal v novem prostoru obnoviti to, kar je njegovo. In ne čuti potrebe, tudi v tistih razmerah, po mojih razmerah, ko si skušal pravzaprav si ustvariti vse na novo, je jasno, da nisi imel časa spoštovati tistega lokalnega. In torej se je brisalo na veliko vse to, kar je bila bogatstvo tistega kraja, Trsta in to. Tako da je ta jezik pri mojih starših je bilo to svetinja in torej so to negovali, zato sem tudi ta jezik skušala ohraniti v tej knjigi in tukaj moram reči tudi pri založbi so bili zelo tenkočutni, ker kot vidiš je bila tudi lektorca zelo uvidevna in razumevajoča, ker to včasih imaš kakšne lektorje, ki klestijo. Razumete, jaz sem dobila seznam prepovedanih besed, ki jih pri nas v Trstu uporabljamo in zdaj boš ti enemu mulcu, ki hodi v šolo, boš rekel, ne, tega uporabljate doma, tega se ne sme. To ni pravilno. Zdaj, moraš najti, jaz, kot sem vam rekla prej, odvisno od lastne pozicije kot oseba v svetu. Potem lahko gradiš jezik, lahko se z njim tudi zafrkavaš. Ampak najprej moraš biti trden kot osebnost, kot človek. Ker na tem se potem gradi tudi jezikovno izražanje. In predvsem prepovedi v jeziku se mi zdi, da tega si ne bi smeli dovoliti nikoli, ker jezik je popoln. Jezik je popoln, če ga vzamemo takega, kakršen je. Zato tudi jaz, recimo tisto, ko je dialekt, v dialektu, to so bile žlahtne osebe, ki so dejansko skrbele za to, da se ohrani bistvo kraja. Bistvo kraja, ki ga je izražal določen jezik. Nikar ne mislite, tudi takrat jaz omenjam to pesnico, da je prva dialektalna pesnica na slovenski ravni, potem je prišla Hartmanov. Marija Milc, ko je začela ona objavljati, so bili recimo nekateri njeni znanci, ki so rekli, ja, no to je manj vredno, ker to ni tako, kot so nas učili v šoli, ker jim je pač manjkala šola in potem so seveda to videli, tisto, kar je bilo, torej šola je vedno klesla, vedno to je res tisto, iz raz je rezati, ovati, izobraževala je šola. Šola izobražuje in nas izdeluje našo pamet. Medtem ko jezik mora biti, ga moraš obvladati, ampak obvladaš samo, če se v njem znajdeš, če si v njem doma, če je to tvoje. In mislim, da je tukaj bilo, no, še vedno rešimo. Ja, ti imaš dan nastopanja, ne? To je evidentno. Ne, res ga imaš in to pišeš tudi v knjigi. Si nastopala že kot otrok, da si zelo veliko nastopala kot otrok, potem si nastopala, ne nazadnje si soustanovila slovensko amatersko gledališče, ki je delovalo kar 7 let ali koliko v Trstu, a ne, še več. Nastopala si tudi v Slovenskem stalnem gledališču, pa tudi na Šentjakovskem odru, ali kako če je res. Zakaj pa nisi šla na kakšno dramsko šolo? Zakaj te je premamla slovenščina? Ne. Ja, no. Ne, tukaj ne. Ti me opisuješ kot neko strašno pogumno žensko, medtem ko ne, jaz sem v bistvu ena čisto XY, mislim, malo butasta, ja, ker gre to naprej, ampak dejansko bi bila, ne vem, če sem sploh želela iti na akademijo. Zelo so mi svetovali, zelo so me pač, ampak oče je rekel, ne,
kupleraj. Na neki način prav. In jaz si nisem, takrat si nisem niti zastavila vprašanja, pravzaprav bi se uprla, bi se ne uprla. Si nisem zastavila tega vprašanja in sem se upisala tudi pozneje, ob službi sem se upisala na univerzo, ker s tisto diplomo, ki sem jo jaz imela takrat, do reforme univerze po 68. letu, jaz nisem mogla iti razen na ekonomijo in na pravne vede. Drugih fakultet nisem mogla iti, mislim, to pa me pa ni zanimalo. Iti v Ljubljano pa kupljeraja. No, ampak nisi tako skromna, pa tako nična, kot si ravnokar vse rekla. Namreč, ti si bila zelo, zdaj bom te citirala, si bila zelo bojevita, kučka, zelo. Enkrat si očeta steklenico po glavi udarila, enkrat si se z mamo tepla za eno živo miško, ki je potem morala iti na pol, se je pretrgala. Enkrat si eno gostjo, ki je prišla k vam in si je sposodila eno tvojo igračko. Ne, hotela je vzeti. In jo je hotela vzeti, ma si jo čakala na izhodu s sekiro. Ne, tisto sem mamo hotela ubiti. No pa mamo, se tudi rekla. Skratka, ti pišeš, bila si pripravljena na spopad z vsakim, ki ti je oporekal. Torej, zdaj si dosti drugačna. Ja, mislim, da je to, jaz ne vem zdaj, kako so drugi otroci. Meni se zdi, da sem bila čisto normalna. Ti bom naslednjo vprašanje zastavila. Pri nas smo reagirali tako. Pri nas se ni nikoli otroku, ni nikoli bilo prepovedano se govoriti. Otrok je lahko povedal, kar je mislil. In to je, in potem iz tega nastane vse. Mislim, mi smo se zelo dosti govorili in zelo dosti, jaz sem pa dosti cvilila, ker sem imela pač starejša in tisti so me dražili in potem sem se branila. Ne, samo obramba je. No, ampak da nisi bila povsem enaka, kot so bili drugi otroci, potem priča ta zelo lepa anekdota z Jurijem Gagarinom, ki je povedala zato, da bodo ljudje še raje prebrali ta knjiga. In priča o tem, kako si bila popolnoma drugačna od svoje vrstnice. No, mi smo živeli, jaz mislim, da je to ena dediščina tistega obdobja, ko so dejansko Tržačani so imeli vedno nek poseben odnos do Rusije. Nas in Rusov je 150 milijonov. To je bila, mislim, nekaj... No, in potem... Še malo Črnogorcev, In potem pride tisti dan, tisti 12. aprila 61. Ko jaz sem hodila na nižjo gimnazijo k Svetemu Jakobu, ampak popoldanska izmena. Okoli 10. zjutraj so po radiju povedali, da je Gagarin šel v vesolje. In Bajkonur in vse to. To je bilo, hiša je bila po luftu, oče, ki je, Rusi so prvi, mama, ne vem, molila za ali Jaz sem šla, mene je nosilo, to jaz, kako hočete, da si se učil, da si, mogoče si napisal, ampak ko sem prišla, mislim, to je bilo ena strašna sreča. Sreča tudi, ker, pogledajte, konec koncev, stalno, ko si na cesti in stalno od nekod prihaja Slavi de merda, te grde besede, vedno, da smo manj vredni in zdaj si enkrat prvi v svetu. Ma to je bilo bajno. No, jaz grem na Piazza Goldoni, to je središčni trg, je bilo to treba prečkati, zdaj priti do Svetega Jakova, in je bil od Pikola, to je tisti dnevnik, tržaški dnevnik, ki je blatil Slovence in Slovane in to je bilo samo
govno. No, posebna izdaja. Žal je nisem ohranila. Ampak posebna izdaja, Jurij Gagarin, prvi človek v vesolju. Že z lajko je bilo. No, jaz pridem v šolo in v šoli spet smo govorili o Juriju Aleksejeviču in ko se vračam domov, pomislim, da bi mu lahko pisala. Moje sošolke so imele, ne pretiravam, po 20-30 fotografij igralcev, ker so doma kupovali tiste revije, ki jih pri nas doma ni bilo. So bili vsi časopisi od dnevnikov do tednikov, vse slovensko je bilo, samo slovensko. Italijanskih revij mi nismo kupovali. In torej jaz nisem poznala naslovov, nisem vedela kaj. Sem prišla domov, zvečer, preden sem zaspala, sem napisala na umazano, ko je mama šla po špežo v trgovino naslednji dan, sem vzela pisemski papir, takrat je bil doma na določenem mestu pisemski papir, vzela pisemski papir in napisala. In na ovojnico sem napisala Jurij Aleksejevič Gagarin, URSS, po italijansko je CCPP, Moskva, Moskva. In skrila seveda, skrivaj, jasno, da in sem šla pač v trafiko, gospe Zori, in jo vprašala, sem rekla, imam za Sovjetsko zvezo, za Rusijo. Je rekla, je glih tako, kot za Jugoslavijo, znaš? In mi je dala znamko, prilepljeno, jaz sem gledala, da je dobro zalepljeno. Pade na poštni nabiralnik, šla v šolo. Minili so meseci od 13. aprila, računajte meseci. In jaz sem že pozabila na to. Nakar pride 4. oktober, 4. oktober je sveti Frančišek. In mi smo imeli, ker je to zavetnik Italije, smo imeli prost dan. Pošta je takrat, so jo raznašali dvakrat na dan, zjutraj in popoldne. In pride naš poštar Marko in začne vedno tam okoli našega vrta. Gospod Kravoš, vidite, je vas eno pismo se z Moskve, Ana, prav se z Moskve. Moj oče, ki je bil v svoji krojačnici, reče svojim dekletom in reče, je pil Anaš Marko, je zdaj šlo zgodaj in greva in jaz sem bila v svoji sobici in sem tekla po teh stopnicah, sem letela in sem rekla, oče je zame je Gagarin. Prileti tudi ena od punc iz delavnice in mi pa ne zeškali, da ne bi slučajno oskrunila pismo. In to vežemo in noter je pa samo slika. Ni to pisma, ampak moram reči, poštar Marko je bil presrečen. Oče ni vedel, kako bi se pokazal, kako bi nagradil. Ne objemanja, ne poljubljanja, ni bilo, po rami, ker potrebljal to. Tako so se takrat izražala čustva. Poštar je prinesel seveda kozarec vina. In potem sem morala pripovedovati pač, kako je bilo to, kako sem to napisala, kaj sem napisala in potem moj oče, ki je bil, kar se tega tiče, strašno fantazijsko, zelo razgiban, je začel fantazirati, da kako bo prišel Gagarin k nam na obisk. Mama kuhala štruklje za... In potem je prišla tudi taka žalostna nota, ker je njegov velik prijatelj, to je bil velik idealist, komunist, gospod Budin. On je govoril, ne vem, 9 jezikov in je bil, njemu so ti jeziki prihajali iz enega v drugega, je prihajal kot bi, kaj zdaj, sadil rožce. Vse je bilo žlahtno, ta gospod si je vzel življenje in ga ni bilo več, torej je bilo to trenutek, tudi streznitve, ko smo obžalovali, da pač ne bo Slavkota Budina.
ki bi prevajal. Ampak bo prišel pa gospod Bambič, ki ne govori tako dobro rusko, ker mu ni teklo, ampak je pa znal rusko. In torej, on je že vse to organiziral. No, to je trajalo nekaj časa in potem naslednji dan sem šla v šolo in sem seveda nesla trofejo, jasno, da pokažem. In to je tak lep občutek. Nobena, mi smo 25 nas je bilo v razredu, nobena od sošolk ni bila faušna ali kakorkoli. Vse so poznale, da je moj Gagarin več vreden od njihovih kartic. In pride potem razredničarka v razred in reče, morate pogledati, Kravos ima nekaj, kar boste pogledali. No, in razredničarka potem seveda, jasno, ona je imela svojo uro pripravljeno in Boga, kaj je mislila, da bo pripravila. In pride do mene in jaz si pokažem. Tudi ona je bila. Mi se je skoraj padla v znak in me je potem na koncu ure prosila, če ji posodim za 24 ur. Da je pokazala v zbornici in doma, da je ne se domov pokazati. Ker tista, veste, slika je slika, ampak ovojnica, to sicer je zelo obstojen ta papir, ker je še vedno perfekten. In tudi črnilo je obstojno, ker je še vedno drži. Je pa, mi smo tak papir imeli za škrtoc, škrtnice. Tak je. Nedoločene barve. Ja, sivkasto. Ampak ja, je ena trofeja. Pa to je, jaz mislim, viš, ko zraseš v nekem takem ambientu, kakršen je bil naš dom, mislim, da je bilo to normalno, da te prijelo tako. Ja, jaz pišem Moskva, Gagarin, Moskva. In pride. CCCP. In pride. No, ampak gotovo, to pišem, da gotovo, da če prej ne, verjetno sem bila že prej, ker sem že prej nastopala v društvu, torej sem bila že prej prišla v te naše tajne službe, v njihove dosjeje. Ker mi imamo vsak svoj dosje, da ne bi mislili, da je bila udba. A udba, vsak ima svojo udbo, moj Bog. Vsak ima svojo udbo. In mi imamo zajetne dosjeje, ko sem igrala Rdečo kapico v gledališču, mi je en karabinjer rekel, sem videl, da igraš Rdečo kapico. Kako ne? Kako? Mi vemo vse. No, tako. Ja, jaz imam še veliko tega za te vprašati. Pa mogoče bi dali še ljudem kakšno možnost, da bi kdo te vprašal kaj, da mogoče bi bilo, če koga kaj zanima tazga. Se ni nujno, da se veže na knjigo, ampak da je Mili razigrana in odgovarja na vse, kar jo vprašaš. Evo, tle eno vprašanje. Moje vprašanje je, kako so v Trstu sprejeli tvoje knjige, torej tvoji kolegi, tržaški Slovenci, vse generacije, in da si imela tudi v knjigarni v predstavitev tržaški. No, naj povem, kar je največje priznanje pravzaprav za to knjigo, da mi recimo starejši ali moji sodobniki, ko mi rečejo, prav tako je bilo. In to se mi zdi eno veliko priznanje. Pri mlajših pa za čuda, to berejo zelo radi tudi tam mlajši. In se mi zahvaljujejo, ker rečejo, zdaj zastopim svoje ta stare. In mislim, da je to največji kompliment, da se prepoznavajo v moji pripovedi. Da je moja pripoved pravzaprav njihova, ker seveda, mislim,
marsikaj ni nujno, da je moje, je pa v prostoru bilo. In še jaz bi te nekaj vprašala. Nekje pišeš, da izraz manjšinci in zamejci, da so te izrazi skovani iz dobronamernih razlogov v Ljubljani, da se pa vi drugače poimenujete. Kako? Poslušaj, ne vem, zakaj bi se jaz določila, da sem za mejo. Predvsem ena specifikacija. Zamejski je skoval Ivan Trinko, ki se je podpisoval Zamejski. In to so potem, ko je bila pač prišlo do delitve, so nam potem pripopali to oznako. Jaz kvečemu bi rekla, da živim na meji. Jaz sem tržaška Slovenka. Tudi zato, ker s tem, če nekoga označiš, da je manjšinc, da je zamejec, to je vedno tvoj pogled na svet. Jaz nisem, jaz se ne čutim manjšinka. Jaz sem pač del nekega prostora, imam svoje posebnosti, ampak veste, kot so drugi pred mano rekli, če bi bili mi črnci, bi bilo pol Trsta črnega, ne? Mislim, ker dejansko Slovencev po poreklu je ogromno, ker recimo Potočnik je preveden Torrenti ali Delerijo, ne? In zdaj veži ti, recimo Podgornik je Piemontezi. Zdaj ne rekonstruiraš, jaz bi morala biti recimo Teofila Vakari, ker očetu so hoteli pač. Moj oče, tako kot vidite mene, verjetno sem marsikaj podedovala po njem, je bil pač performer in je pač ustrajal pri tem, da mi nismo Kragos, mi nismo Vakari, ampak smo nemškega izvora. Takrat pač okoliščine so bile take, da si se moral znajti in on se je znašel. Tako da smo ohranili priimek, ampak pri krstu je župnik zahteval, da bom Teofila. In zdaj oče tam se ne sme klet, ne, in ni presleval, ampak je pač tisti posvetilni sonet, ne, krsta pri Savici, da srečeni letak, da z Bogomilo v srečo kraj Novaha, in to je tistih, ki smo ga slišali neštetokrat in tako je na Bogomila, upisana Bogomila. Jaz sem rojena krščana Bogomila Nadja Zija. Tako, kar je post, ker so v glavnem Nadja seveda kot Nadježda, ne, da bo jasno. Ampak še nekaj meni se zdi, da se, zdaj mogoče samo moj ta občutek, ampak se mi zdi, da mi niti ne zelo vara, ampak odnos do Slovencev, ki živijo v drugih državah, se je v Sloveniji, v samostojni Sloveniji spremenil od tistega odnosa, ko je Slovenija bila v okviru Jugoslavije. Kot da nekako so manjšine postale manj interesantne, manj pomembne, kot da je z vstopom v Evropsko unijo, pa pol s Schengenom, da so te meje tako padle. Mislim, Andrina Mračnikar je naredila en čudovit film Izginjanje o izginjanju koroške manjšine. Ampak to je drugo. To je drugo, seveda. Ampak ta pojav najbrž je, ga opažate tudi vi v Nečiji, v Furlaniji in tako naprej? Je, no, gotovo, to je bila sprememba, ne jo pišem prizor, če me hočete poslušati, če ne me lahko tudi greste domov, ker sem malo teatralična, to ima prav. Poglejte, jaz se imam za srečnega človeka, čeprav imam vedno nekaj spotike, nekaj se mi pač štuli med nogami, zato da bi se skoraj spotakala. No, ko sem opravila magisterij, veste, to daš potem, da ti natisnejo, da ti vežejo in to, in jaz pridem, in to je bilo 91. leta. 1991. Pridem
tajništvo, ne, v 5. nadstropju Filozofske fakultete, sta to težo tega papirja. In tam mi reče, ja, kaj pa vi mislite? Vi morate zdaj plačati, kaj mislite, da boste živeli na naš račun? In je zahtevalo od mene, takrat 91. leta, da plačam, potem sem plačala, takrat nisem imela, ni bilo na kartic, na noč, nismo imeli takrat 310,000 lir, zato da sem jaz pač zagovarjala magistersko nalogo. To je bilo 91. leta, no potem se je to nadgrajevalo. Tako da ja, je odtujitev zelo, oziroma svet se je zelo spremenil, tako da so določene stvari, kjer se prav ne razumemo. Ko pridejo študirati, recimo naši, jih dajo v posebne oddelke, ker jih predavajo v angleščini. To je tisto, ko se čutiš res zamejec oziroma zamoc. To je odnos do teh Slovencev, ki so Slovenci, ki so pač, meja je padla tako in mi smo, razlika med nami in Korošci je ogromna, ne moremo se primerjati. Oni živijo, dejansko, ko vidite tiste osamljene kmetije, to je nekaj drugega. Mi imamo druge možnosti, mi bi morali paziti na organizirano dejavnost, na organizirano skupnost in tega žal ni. In tukaj, mislim, vidiš, prav je pomanjkanje vzgoja kadrov, kadri, ki niso vezani na sold, denar, kako hočete to imenovati, ampak na neko, ni neki ideal, ampak zavest o družbi, o tem, kaj družba je, da smo družba mi vsi in da ali težimo k temu, da jo delamo boljšo, bolj funkcionalno na to, kar živimo, ali pa nas ne bo. Ampak, mislim, mislim, da ni velike razlike, veš, med Trstom in Ljubljano. Ne, ampak recimo stališča državotvornosti, pa mislim, da... Ne, tudi to, zakaj, recimo, Italijani, zdaj na spletu njihova meja se po imenovanju kraju gre do Postojne, ne? Postumja, groteli Postumja, normalno. Ne vem, kako je že, mislim, vse je prevedeno v italijanščino. Mi pišemo Trieste, ne? Se moramo boriti za to, da ne napišejo Opičina, ampak občina. In je treba pisati in prositi. In to je, mislim, tudi ne razumem, zakaj, pogledajte, jaz po postavi gotovo, ne moram reči, da sem velika, ne? Sem visoka. A zakaj bi si pravila jaz sama sebi, da sem majhna? Jaz sem majhna. Se izničim. Ja. Seveda. To je to. In jokati, če en otrok joče, najprej ga tolažiš. Potem ne veš, kaj bi z njim napravil. Recimo, na nivoju otroka, ne? Ne veš, kaj bi mu dal za to, da neha jokati. In zdaj, če se hočemo jokati, potem nismo zanimivi. In tudi s tem, da se sami zreduciramo, kako smo majhni. Jaz ne vem, kako lahko en državni predstavnik govori o tem, da smo majhni. Verjetno ima kakšne probleme. Sigurno. Sigurno ima probleme, ne samo on. Mnogo zelo. Luksemburg je že manjši, pa se dobro počutijo. Pa nikoli ne rečejo, kako so Jaz bi vprašala, na nekem mestu ste rekli, da je to v bistvu roman, Ja. Da je nekaj tudi fikcije zraven. Ampak tu, ko bereš, je vse veliko dokumentarnega gradiva, katastri, fotografije, tako da sem se ves čas spraševala med branjem, kaj je tukaj fikcija, se je vse tako... Autofikcija je recimo, vidite, ni
v tem delu ni moje, recimo, študijske poti, ni moje družine. Moje družine ni. Zato je moj beg v Emiliju. To je popolna fikcija. To je, enostavno sem to dala noter, zato da nisem pisala ne vem, če bom kdaj pisala o svoji družini. So pač zelo kompleksne situacije in nisem bila pripravljena na to, da bi se k tem. Poleg tega sem hotela pisati o Trstu. Trst, opisati življenje v Trstu. In mislim, da je to glede na pač reakcije bralcev, Tržačanov, mislim, da je to tisti Trst, ki smo ga živeli. Prikaz enega mesta. Kako so Slovenci v tem mestu živeli. Za, recimo, kolegica, prijateljica, ki živi, ona je iz Beograda, ampak je Slovenka, živi v Trstu 30 let in je, seveda ima v kontaktu s Slovenci in z Italijani. Ampak ona ni nikoli slišala to, kar sem jaz opisala, recimo, špolki ščavi de merda, otroku, da reče ena stanka. To je, jaz mislim, da to se mora človek zavedati, da je, to je Trst. Tudi to je Trst. In Slovenci v njem živimo tako, kot dobiš vedno kakšnega, kot se pri nas reče, mona, ki ti reče kaj takega. Ker takih stvari v Beogradu niso slišali. Ne, mislim, ona je tudi živi v kontaktu tudi z Italijanima, jasno, da ji ne bojo rekli tega ne bo. Drugače tisti, ki so tam živeli, pa tudi neki smo živeli malo čez mejo od manjšinci v Kopru in Izoli, tudi vemo vse te. Ja. No, jaz pa recimo nisem vedela, ne pa nikoli nihče ni rekel, znam kuhati, znam plesti, znam hišico pomesti. To, kar so tebe v šoli učili. Nas tega nikoli niso učili. No, mi smo to v vrtcu. V vrtcu. To so naši starši. Oni so se v šoli učili in kar je ostalo potem. Znam kuhati, znam plesti. Znam hišico pomesti. Res pa je to mene Lonica, ker je iz Trsta. No, zdaj če Primorska. Še slučajno ima še kdo kaj za pripomen, za komentirati. Ne, jaz povem, je umestno to vprašanje. Jaz sem pisala roman in sem tudi na založbi rekla, da je pač to roman. Potem je verjetno urednica zaradi svojih. In sem se zelo borila, da ni to avtobiografija, ker ni avtobiografija. Ker je to res slika enega mojega mesta. Biografija mesta. Ja, ni. To je nekaj drugega. Ne samo dela nekega mesta, to mesto je še kaj drugega. Dela nekega mesta. Mi smo še zelo radovedni, da bi to dobili in brali. Zato pa vas bom jaz lepo, se vam bom nekako hvalila za številčno udeležbo in vas vabim sosednji Jaz samo dodam, pardon, da zdaj sem še enkrat slišala, ker na Ljubljani čudno gledam, ko uporabljam izraze, kot jih bi domenila tudi molči. Zelo gledala, ko da rečeš nekaj bomokletnega. Ne, mi smo še v kontaktu z Italijani, ki ne vržijo proč nobene besede. Nastavijo kot partikularnost, kot, mislim, kot lokalno rabo, ampak nič, vse pride v slovar. Mi pa se damo križec, ne? Jaz sem vam malo. Hvala vama za